Prva sreda v mesecu je in kot vedno je tudi danes rezervirana za kosilo na hitro in mojster enostavnih, a slastnih receptov in nihče drug kot Sašo Dolenc. Ki je že... Greš ti? Ne, grem jaz. A greš ti? Ja, boš ti šla pa. Prav. Sašo? Živjo. Dobro jutro, so veliko slamce, glih kar. Ja, si se zagrebo sem videl. Absolutno. Veš kaj, vedno je fajn biti ta prvi, da si pol malo presenečen. Ja. Kaj in kako. Ej, kaj imamo danes? Danes bomo naredili lososa v smetanovi omaki z paradižniki, z špinačem, malo sladkega krompirja bomo dali, pač ena taka hitra zadeva. Okay. In pa pol bomo naredili še solatko s šparglji, z jagodami, malo fete, sire, pa zamičen kis, tako da se okusi malo povežejo, malo umamija noter zaradi fete, tako da malo sezama, malo mandlov popraženih. Tak, luštkano v bistvu nadgradnica. Si v bistvu toliko sestavin naštel, da ne vem, a nam bo ratal? Seveda da bo ratal. Bo? Je tako v easy za narediti? Obe dve jedi ste iz plenarja, tako da je v easy, verjem. Krasno. Deva se pa lotiti, ali imamo še čas? Po želji. Deva se lotiti. Ja. Da nova sam čvekala. A mi boš ti tole dol dal? Ja? Drugače pa, poznaš un trik, da slamco čez dajo? Od spodaj dajo slamco čez, pa to ven skoči. Kje? Tle je slamco noter? Tle je slamco noter, ja. Sicer meni všeč, ker sredinski del me nič ne moti, ker je malo bolj trd, ampak eni moti, pač to lepo meni stopno. Ok, kako želiš to, da samo odstrgam, kjer obstaja verjetnost, da obstane še kaj zelenega, ali hočeš, da odrežem? Ne, kar odstrgi. Odtrgam? Ja, na hitrce bo imel. Kaj malo kakšno tole, si leto vzel. Ali tako, take trike imaš ti? Ja. Vse, kar ti poenostava, veš. Ja, absolutno. In pohitri zadevo, ne? Ja. Ej, 1. maj, ja. Kakšen nov recept? Pa bilo je nekaj testiranja. Ja? Ja, smo testirali variante, kombinacije, tako da, ja. Odlično. Lahko že kaj izdaš? Bom spotom objavljal, ko bo bilo pač pripravljeno, ja. Ampak ja, predvsem res na začimbah neke nove kombinacije, neke nove stvari, ne vem, v krompirju pehtran, ki se pol poveže s pišancem na žaru, pa malo podimljen, pa, ja. Ker pehtran pa pišanc skupaj gresta, ne? Ja, to si že rekel. Ja, in če daš v krompir ali pa v zbor ali pa kakšnokoli omako pehtran, se pač pišanc avtomatično nadgradi, ne? Tako da ja, s tem kombinacijam sem se poigral s krompirjem, pa tudi čisto lepo paše v krompir, ne? Ja, če si velik na cesti, je že statistično gledano velika verjetnost, da boš doživel prometno nesrečo. Enkrat, ne? Ja. Upaš seveda, da čim lažjo, ti si veliko v kuhinji, čim nesreča. Kakšne opekline imajo, nam statujejo, ja, ima tudi takole enega čez, ker pač, ne, samo v gatah pač šloh ne sme kuhati preveč za žarom, ne. Tako da ja, se najde. Se najde? Se najde, absolutno, ja. Aha, zadnje čas je kakšna huda? Ne, v bistvu na zadnjega sem se spikal, sem se dejansko hlele spikal, ampak je hvala Bogu, ne, tale, tole je spomin na... Tako je, ker znamo že malo podrgan, ja, se to je ful dober. Spomin na jutro na planetu, a tle si to... Uno, kaj zadišala, veš, ja, hlede. A je to, ko smo skočili pogledati, kaj se že kaj? Kaj to lepo diši, ja. Je bil pa samo pečen Sašo. Je bil pečen Sašo, ko zažiga, ne? Ko zažiga. Ja. Losos. Losos. Pri lososu je pomemben popivno, da ga moramo brisačiti, zato da je pač čim bolj suh, da ne bo vlage zraven. Naredil bom klele za rezice, pa bomo dali pa noter limone, pa bom kar z limono skupaj popekel. Da se med tem, ko se bo pekel, bojo kar limona oddajala pač malo sokca in bo lepo se že potom popekel. Daš kdaj kožo, da? Jaz imam mrd kožo, no. Ja? Mi je všeč malo hrustljavosti, tako da pri takih, ki dela na polni cinkolna. Ampak kako jo pa daš na polno ribo? Z recimo lososa? S tem, da najprej koža. Koža najprej? Koža 5 stopinj, pa 2 stopinji še ta stran. Pa odvisen, kakšen ljubitelji, jaz raj kakšno minuto manj, zato da je malo bolj bliže surovom. Če pa ne hočeš tvega, da je pa 5 minut, pa 2 minute, ne. Dobro, začiniš kaj prej ali vse potem? Ker eni prisegajo na to, da pač riba nekako mora imeti okus po ribi, da ne sme biti preveč slana, preveč začinjena. Odvisno je, kje so ljudje, ne. Če so s Primorske, pol pa se ne igraš in je treba to čim bolj, ne. Ko smo bili na morju, sem šel sem si naročil ligne, nič čiščene, sem v morju sprane, tudi noter še vse. Tako da je odvisno, kje ljudje so. Pač, če so z unga konca, vem, da čim kasneje, pa čim manj, če se pa kle okoliš, pa pač malo prej posoliš. Ok, poletje pred vrati, ljudje bojo naročali ligne takšne in drugačne. Daj povej svojo izkušnjo s temi, ki je bilo še not vse. Ja, meni je bilo pač dejansko dol v Dalmaciji čist neočiščene, kar pomeni tudi sredini noter pustijo, pač kle mora biti oren spucan koža dol in vse, ne.
Oni pa dejansko sem nažarga flikno in imel pač pristen okus po morju. Grizneš in počasi uživaš, no. Brez dodatkov nekih načimb in tega. Zna biti preveč intenziven okus po morju tudi malo moteč? Ne, ni. Tako tisti, ki prideš v neko pristanišče ali pa v nek zaliv, ki ni glih pretočen in zavohaš tisti. Kanalizacija blizu, ja. No, pa ni treba, da je kanalizacija, ampak že sam, ne vem, mogoče neke alge in tako naprej. Ali pa v ribarenci, ne? Kaj ta von. Ja, ne, ni bil toliko intenzivno, res ne. Ne? Ne. Meni je bilo zelo všeč, tako da ja, definitivno se bom enkrat pač probal tudi jaz igrati s tem. Prav, ti zrihte tole, naslednjič, ko se vidva, bo že vse cvrčalo in bo potalo in tako naprej. Aha, tako, limono daš tako? Ja, noter, malo še zmanjšal, bom pa samo noterem zapičal. Dobro, bomo pol videli. Saša, hvala za enkrat. Čukaj, dišalo sem to jest. Upam, da ne naslonjen, ampak... Viš kaj, pečice danes ne bomo rabili, tako da je manjša verjetnost, da se karkoli zgodi. Sašo, jaz sem ti prišla pomagati, ker vidim, da od tega Igorja, veš, ni neki baš... Bo prišel na koncu, verjemi. Ko bo že vse pripravljeno, ne? Ja, vse točno to. Ampak vidim, da nimaš kuharske krize. Včeraj sem se ustrašila, veš, ker sem videla na Instagramu, ko si objavila en video, da ne veš, kaj skuhati, sem rekla, ojoj, če pa Sašo ne ve, kaj bi pripravil za kosilo, potem pa imamo krizo. To je šoka, veš, po 10 dneh hlebga in sončkanja, v bistvu v mrz in mi tudi meni energija malo padla in ja. Malo sem zgubil veselje do kuhanja za pol dneva, ajde. Za pol dneva, ja. Ja, ampak sem ga najdel pol nazaj. Ampak veš kaj? Sem pa slišala neka nova fora. Kaj imaš to kuhanje ob kitari? Kuhanje ob kitari, ja. Kaj je to? Ves čas se mi zdi, da iščeš neke nove stvari, kaj bi še lahko nadgradil svoje kuhanje, na kakšen način. Ja, pa sva videla, da bo kitara tudi zdraven. Snemi rokavice, Sašo. Pa na koncu, v bistvu, da ne bom mazal kitare, pa da jaz razmislim, kjer ga sploh zaigral. Kaj se naslednjič? Prav, obljubam. Bomo evo to tle pustim. Kaj bo šlo? Lej, veš kaj, dam ti namik, ne? Kaj danes pripravljamo? Kdo bo pil mene za njim? Lej, tist, ki je kitaro prinesel, drugače pa lej, bomo pa vse ploskali ali pa kaj vse zavrteli, če je možno. Am gledam tudi, da imamo ribico, neki morski motiv, ne? Lahko tudi v pesmi tole, mogoče kaj. Evo, imamo jo. Maš? Imam jo. Sam akorda moram najti v besedilo. Nauči, poletna od čukov. Poletna? Poletna od čukov. Ok, dobro. Bomo se naučili besedilo do 3. dela tega našega kuhanja. Kitara, presenečaš. Ja. V bistvu sem si jo tam za 18. rojstni dan kupil in sem se jo pač sem si jo sam naučil. Pa po 20 letih sem rekel tega, ne, malo več, no. Sem se rekel, da je pa dosti in ja, sem šel tečaj za kitaro, tako da ja, zdaj ne par mesecev in ja, smo po s prijateljama na katamaranih malo kuhava, pač malo on vozi, jaz pa kuham, pa zvečer kitaro zaigram in pač uživancija, morček, pač vse. Pa je razvajanje, tako da ja. To je v bistvu pa res ne, kuhanje v izi. To, ki je preprosto kuhanje, da imaš še čas, kaj drugega početi zraven. V bistvu imamo slogan zapluj z okusi. Wow, kdaj odplujete? Za jadre z okusi, pardon. Kdaj za jadre? Julija imamo naslednji termin, ja, pa še... Super. V redu, do Julija je še nekaj časa, dajmo se mi posvetiti današnjemu jutru. Losos je že pripravljen. Losos je že pripravljen. Ja, tudi krompir. Krompir je že skuhan, sladek krompir. V bistvu koliko časa si ga kuhal zelo na hitro, ne? 10 minut v bistvu je, pa je skuhan. Tako da zdaj imamo sedala česen, paradižnike, malo še posolila, dodala sladek krompir, kar noter pa sladko smetano. Tok da se malo okusi prepoje, pa dava gor še lososa in jaz to kar izpolne pol postrežem ponovati. Super. Tudi na katamaranu, a ne? Tudi na katamaranu, tam je bilo uživancija. Pa v bistvu se ne komplicira, ne? Ne, 3-4 dni, 12 obrokov igrati. Zame je igračkanje. Super. Ampak veš kaj, glede na to, da ta kitara čaka na te, deva se še lotiti špargljev, ne? Šparglje, ja. Špargljev bom v bistvu samo zdaj malo popekel, jagode bom narezal, popražil bom mandle pa sezam, pol grem pa členke ogrevati. Veš kaj, mislim, da se že ti ogret od kuhanja. Ok, to je pa tudi res, ja. Klej je toplo pred srco, veš. Od kuhanja, če ne drugega. Kako bo nam toplo pri srcu, ko boš prijel še kitaro v roke. Wow, ej. Tega se pa veselimo. Tega bo v bistvu v naši oddaji še ni bilo in moramo povedati, da tudi Sašo ni vedel, da bo Igor prinesel kitaro. Ne, absolutno. Pa še nisem, zdaj, ko sem bil na katamaranu, sem prvič pred tujci sploh igral kitaro. Tako da
Ja, hvala, Igor. A veš, da so včeraj imela, no, moram povedati, dilemo, ja ali ne, ampak verjamemo, da bo odlično na koncu. Presenečate. Ok, presenečamo, to pomeni, da razmišljava tudi midva o tebi, ne ti, samo o naši oddaji in o tem, kaj bo skuhal. Res je. Ok, tole zdaj v bistvu je, torej med tem, ko bomo mi gledali oglase, boš pa ti pripravil, oziroma ti bomo mi z Igorjem pomagala tudi pripraviti drugo jed, šparglje. Dobro? Zmenjeno. Super. Jaz sem se že rezervirala svojo vilico. Odlično. Ja. Odlično. Jaz pa še ne. Lahko izbiraš, kjer boš. Bom ta majhno. Ta majhno. Super. A ja, zato si se zagrela, ker sem ena ta velika. Bravo, Suzi. Ne, v bistvu priznam, da sem že tukaj malo podegustirala vmes. A si? Ob tej plesni glasbi, spominih na morje, je ribica prav opasala. Je pa, bom še nadgradil. Danes se je vse poklopilo v naši oddaji. Ja, tako da, kar poskusi. Ne, nekaj manjka. Nekaj manjka. Ja, glasba, no. Ja, se to čakamo. Sašo? To čakamo. Sašo je pa treniral. Prej sem se urezal, ko sem to kroka začela tresti. Ne, se ne, jagode so. Kakšen stresanje smo danes povzročili. Ja, mal pa je izvencovne obdobje, ampak ja, lej. To mora biti, ne? To mora biti. Lej, slaven, moraš biti navajen vsega. Ja, lej. V bistvu ne rabim make-up, pa tam farbo zdaj. V redu, kaj si pripravil, torej učukov, ne? Učukov poletno, nekaj, ja. Pač pa še zraven, da ima nadgraditi. Je super. Alak mi dva z Igorjem samo takole malo pomigava? Ja, ena utopila. Ja, mama, besedilo nosno se pripravlja. Ok, to boš meni pustil, ko imam blok cegelce akordov. A ti držim, jaz to kako boš to naredil? A jih klele dam. Aha, v redu. Ok. Tako da vidva kar dober tek. Hvala lepa. Hvala, Sašo, ker si prišel. Sam spomnim, ste nama mogla peti. Bom počakal, ni problema. Veš, kaj tole nama bo zdaj vrnil. In to duplo, Igor. Boja. Jaz si kar tresem. Ja, probala bova, no. Ja, dobro, sem jaz. Sam ti začni. Prav. V glavnem, čukal poletno, ne? Ampak ti tudi poja, da bova mi lažje. Bo to mi ujela, jaz moram slediti akordom. Lansko poletje bilo je fajn, peseki na koži so vsak dan, vsi problemi talec stran in napuknule tvoja dlan. Na otoku tam nekje vse drugačne barve je, tam pozabaš čisto vse. A gremo kar na refren. Enkrat pa bom tam ostal, ko bom nekam se poslal in za zmeri odpotval. To obljubam za prmej, če leta čakam zdaj, tam bom živo prej vse. Se pa doma, bravo, Saša, bravo. Skrbi so bile odveč. Odlično. Tudi glede hrane skrbi niso odveč. Ne, lej, to je to, a veš, to združeno je, to je to, glasba, pa hrana. To je to. Še morje smo mi dodali. Ja, lej. To je to, super. Dobre, dajmo še enkrat, Sašo, povedati, kaj smo mi tole danes zakuhali. Ok. Tukaj je noter špargli, jagode, balzamičen kis, sezam, mandlji popraženi, pa feta sir. Špargli, kaj po 4 minute na ponvici. Jagode pa surove. Jagode pa surove. Ja, jaz imam rad malo na zob, da se zmehča. V bistvu sam je spomladanske sestavine, ne? Ja. Na krožniku. In tako malo zajame se prav. Balzamičen kis je sladko kisu, jagode je sladka, mandlji so pač oreščkasti, feta gre tako naslavno pa nadgradi okus, tako da vsakič, ko pikneš, imamo drugačen okus. Jagode dajo res piko na i. Ja, dobra kombinacija. Nikoli ne bi pomislil. V ponvi imamo pa toplo? V ponvi je pa se prav losos, pa tem pa sladek krompir, špinača, pa česen in pa paradižniki, pa sladki smetani, pa malo parmezančka sem še čez dal. Tudi jaz sem že prej poskusila, Igor, tole. Si proba, no? Ja, sem. Edino lososa, no. Sem pa pustila. Si pustila? Še celega. Evo. Taka poletna, 15 minut dela. Parmezan lepo paše. Ja, nadgrije. Vsak takle feta, sir ali pa parmezan pač omami okus, ki naredi kik naprej, ne. In ga v bistvu rad dam na vrhu, ker bolj do izraza pride, če pride noter, se zgubi noter v hrani, ne. Tako lepo pečemo. In vse seveda si delal tudi po receptih svojega slavnega esplanerja. Tako, vodba sta noter, ja. V 20 minutah, eno jed? Ne, te dve lahko v 20 minutah naredi skap, ja. Se da. Zdaj, špargli so zelo sezonski. Kaj bi lahko recimo poleti dal na šparglov? Kakšne bučke mogoče? Ja, top.
komod, bučke, lahko tudi kumar, v bistvu, da malo v kislino zapeljejo, da se tudi lepo s jagodom, mogoče malo kakšnega medu še po vrhu. Pa isto sveto seram, kakršnokoli gračkanje. Fora špargla je, da je malo al dente, se pravi, ker ostalo je mehko, ostalo je mehko, isto tudi orehi popraženi, pa sezam, pač malo pohruta, da vsakič, ko daš v usta, da ima drugačen okus. Zelo dobra ideja. Fantastično, pa tudi pisano, všeč mi je, takole barno. Ja, mora biti. Z očmi jemo in če nekaj tazga lepo strežemo, je že polnarejenega, pa mora sam še okusi klapati. In danes klapa vse. Naslednjič, ko se vidimo, Sašo. Ja, band pripeljem, ja. Band, ja, pa kakšno svojo glasbo. Mogoče jadrnico. Ja, avtorsko. A veš, da nav Jože potrebuješ imel konkurence. Ja, ne. Mogoče boš pa dobil zdaj kakšen klic. Mogoče. Če te zanima tudi večerno delo. Pustimo se presenetiti, tukaj danes, ne. Kot se mi vidi. Hvala za presenečenje. Hvala tebi, brez zamere bomo rekli, tako kot klasični Slovenci, dobro? Tako da hvala, ker si nam pričaral tako lepo jutro. Z veseljem. Hvala ti.